otrok, stanje izvrstno, naši vrtci delajo izjemno strokovno, kvalitetno, trdim, da so javni vrtci v mestu občine Ljubljana boljši kot vsi privatni vrtci in so vzor, tako da že hodijo v Skandinavcih ne gledati. Dejstvo je, da na pogajanjih z ministrom za finance in javno upravo, ki so bila izvedena lani in sem bil prisoten, je bil ta sklep o povečanju povprečnine dogovorjen za leto, ki je minilo, ker smo bili pod inflacijo, ki je bila tekoča 10%, in takrat je bilo rečeno, in za tem stojim z obema, z ministricom in ministrom, da če bo prišlo do novih podržitev ali plač ali česa drugega, se bomo ponovno dobili. Mi smo na Združenju mestnih občin, ki ima, rekel bi, po moji oceni, skoraj 70% vseh vrtcev, nekako preračunali, kaj pomenijo te podržitve in prišli do tega, da so te stroški višji 14–17% in da bi bilo v bistvu podržitev za starše 9–12%, če ne bo sodelovala država z priznanjem teh stroškov. Zdaj, za Ljubljano je še drugo preprosto dejstvo, da smo mi imeli do zdaj, kar sem jaz, 2 podržitvi, leta 2012 in leta 2019. Za 14%, se pravi, v vsem tem času, 16 leti, 2 podržitvi in odločitev naša je, da bomo najprej počakali, da dobimo dejanske stroške, plače v vrtcih in druge stroške, in mi bomo, ko bomo to imeli, poslali na ministrstvo tako za finance kot javno upravo, primerjal mesec letošnjega leta z mesecom prejšnjega leta, se pravi, od marca do april, ampak ne izračune, ampak dejanske stroške. Mestna občina je toliko plačala za vrtce v letošnjem letu, v tem mesecu aprilu, toliko bilo lani, in bilo je število zaposlenih toliko lani, v tem mesecu je toliko letos, in število otrok lani letos. In potem bomo imeli pravo sliko, ne samo mi, ampak tudi na državnem nivoju. In jaz sem že vsaka leta govorim, da so stroški iz povprečnine, povprečnina bi morala pokriti tiste dejanske naloge, ki jih vloži lokalne skupnosti, ki niso isti. Še enkrat pravim, vrtci že v tisti pred enim letom, ko je bila večja povprečnina, je bilo v 2 mesecih vse porabljeno za plače. Naše plače so šle 35, skoraj 70 milijonov evrov letno. Pa je pa treba vedeti, da imamo še gasilsko brigado, kjer je vsak mesec letno 6 milijonov plačamo in teh gasilskih brigad samo 14 v Sloveniji. In tretja stvar, knjižnice. Pri nas je strošek knjižnic za plače, ki jih mestna občina zagotavlja 10 milijonov letno. In če to seštemo, imamo pa občine, ki nima niti vrtca, da ne reče, nima knjižnice, nima gasilske brigade, tako da je bil naš predlog, da se naredi povprečnina, ki se plačuje v odvisnosti od davov, ki jih dobimo strani države, s tem, da se za tiste, ki nima teh nalog, ne zniža povprečnina, ampak da se potem naredi še 2 skupine, pa se boji povprečnina teh nalog, se pravi. In ali bi ta pogum pa ne znam povedati. Zdaj, da pravi, mi čakamo, in tudi, če gledamo, dejansko gledano, se čez poletje vrtci spraznimo v veliki meri, in mi bomo do 15. marca čakali vpis otrokov vrtce, gotovili, koliko se otrokov pisalo, gotovili, če dajmo nove note. Mi smo praktično vse vrtce prenovili in potem bomo, če se bomo odločili šli predstavljati mestnega sveta, da bi bila nova cena z 1. septembrom. Ampak do takrat bomo pa imeli, trdno sem prepričan, z državo vseeno za razčiščiti dejanske stroške. Ne to, ker zdaj, ko poslušam berem, je zelo preprosto, da vsak bo nekaj svoje številki. Država vrača nekoliko upoštevno, ko ni upoštevno, mi pa ne rečemo, zvolite, tle povejte, konec koncu ne, do zdaj je bil MFRS, zdaj tak Adis, tako da pogledamo, kadar hoče. In smo ena
največ ponos je to, da mi smo imeli kontrolo celotnega poslovanja Računskega sodišča v lanskem letu, dobili smo mnenje s pridržkom, pričemer pa nobenih popravljalnih ukrepov Računsko sodišče ni predlagalo. In za občino, ki ima lansko leto za 402 milijona prihodkov, je to izjemen uspeh. Ja, mnenje s pridržkom, ker so pač kriteriji zložki, ampak nobenih popravljalnih ukrepov. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Še ena informacija, ki bi lahko bila zanimiva. Mi bomo jutri začeli ocenjevati še ostale lipe na Petkovškem nabrežju. Imamo mnenje pozitivno, ki je bilo potrebno. S tem, da smo že dobili v petek novih 20 lip, ki so objema 40 cm in visoke 5 oziroma 5,5 metrov za ponotne drevoreda. Te nove, že posajene mlade lipe, ki so tanjše, niže, bomo pa prinesli in na dve lokaciji primerni nadomestiti padla drevesa v PST-ju ali pa poiskati možnost, da dopolnimo drevored laterno, ker je zdaj iz športne dvorane Ilirije in pa bazen Ilirije ta podhod pod progo že izveden, se pravi, se vidi do konc in ta sprehod bo izjemno lep in pravim, če bo možno, bomo te male, mlajše lipe nasadili ali tam, ali pa na PST-ju. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.